Dober dan in prav lepo pozdravljeni, spoštovani novinarji in novinarke, ki ste se nam danes pridružili v živo. Lep pozdrav tudi vsem, ki ste z nami po video povezavi. In seveda lep pozdrav spoštovani dr. Janez Poklukar, minister za zdravje, da boste danes predstavili tematiko dnevov cepljenja, ki se začenjajo v nedeljo. In lep pozdrav tudi dr. Krunoslavu Pavloviču, predsednik odbora za zobozdravstvo. Tako da morda kar začnemo. Lepo prosim, minister, kako bo potekalo od nedelje naprej. Najlepša hvala za te lepe uvodne besede. Lep pozdrav vsem skupaj, še v mojem imenu in pa v imenu Ministrstva za zdravje. Kot vemo, že ves čas stroka poudarja, da edino zadostna precepljenost lahko ustvari pogoje za približno normalno delovanje družbe in zato je seveda potrebno sleherni napor usmeriti v to, da zdravo, varno zakorakamo v novo leto. To seveda lahko naredimo le, če vsi skupaj prepoznamo te dobrobiti, zato poizkušamo v teh dneh skupaj z lokalnimi skupnostmi organizirati dneve cepljenja. Tako bodo dnevi cepljenja potekali od 19. pa do 23. decembra. Dnevi cepljenja bodo organizirani v cepilnih centrih, ki bodo delovali od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer. Po drugi strani bo pa v vsaki statistični regiji deloval tudi cepilni center, ki bo deloval od 8. ure zvečer in pa do 8. ure zjutraj. Ključno je seveda, da v vsaki lokalni skupnosti le-ta doseže slehernega posameznika, slehernega občana in seveda na lokalno prepoznan in sprejemljiv način z pomočjo stroke opolnomoči tega in seveda pripomore k temu, da se občan odloči za cepljenje in seveda, da se hkrati tudi izvede cepljenje. Zato smo v teh dneh dodatno aktivirali mobilne enote, ki bodo v še večjem številu kot do sedaj delovale širom po Sloveniji, skladno z urniki, ki so jih nekje že, nekje jih pa še pripravljajo lokalne skupnosti skupaj z zdravstvenimi domovi. Seveda gremo v dneve cepljenja skupaj z enotno celostno grafično podobo, z istim sporočilom in ključno v teh dneh je še bolj kot kdajkoli do sedaj, da sledimo priporočilom stroke in to že ves čas je z zadostno precepljenostjo, se lahko izognemo težjemu poteku COVID-a, na ta način hospitalizaciji zaradi COVID-a oziroma celo hospitalizaciji zaradi COVID-a v enoti intenzivne terapije ter na ta način omogočimo razbremenitev zdravstva, njegovo normalno delovanje, s tem pa tudi normalno delovanje družbe. Danes je bilo v enotah intenzivne terapije hospitaliziranih 83% necepljenih ljudi oziroma pacientov, na COVID intenzivni enoti in na navadnem COVID oddelku pa je bilo necepljenih 70%. To pomeni, da ob bistveno boljši, nad 80% precepljenosti bi imeli v bolnišnicah hospitaliziranih nekje med 200 in 300 bolnikov, ne pa okoli 800 in seveda teme današnje novinarske konference bile gotovo povsem druge, kajti tako na področju zdravstva kot tudi drugje v družbi imamo številne odprte izzive, ki jih je seveda treba ravno tako praktično urgentno reševati. Če bomo dosegli zadostno precepljenost in ta, kot sem rekel, ciljna bi mogla biti v družbi 80 in več procentna, pri starejših od 50 let pa 98%, potem verjamem, da lahko povsem drugače zaživimo v novem letu. Tisto, kar je pomembno, je tudi, da smo v Sloveniji včeraj zabeležili prve primere omikrona, ki verjetno bo stroka v naslednjih dneh povedala še bolj jasno.
predstavlja ne samo grožnjo, ampak praktično kar nov val in samo vprašanje časa je, kdaj se bo ta zgodba glede na hitrost večanja števila okužb s omikronom v drugih evropskih državah, ki ga v teh dneh spremljamo. Posvetovalna skupina ima danes zato tudi poseben sestanek, kjer bo ponovno pretresla eventualno potrebo po dodatnih ukrepih. Zaenkrat vsi sledimo ukrepom, ki jih predlaga Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni. In zaenkrat se le-ta, glede na ni zaenkrat bistveno novih podatkov, še ostajajo bolj ali manj enak, ampak počakajmo današnje sestanek delovne skupine in kolikor bodo kakšne spremembe, vas bomo s tem tudi seznanili. Ko pristopamo k cepljenju, je seveda treba poudariti, da je posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v tem tednu sprejela dve pomembni spremembi. In sicer prva je, da se k cepljenju pristopi lahko 3 mesece po polni cepljenosti, kar pomeni, da seveda z namenom, da se dvigne zadostna stopnja zaščite pred virusom, k temu lahko pristopimo prej. Zagotovo pa je priporočeno vsem, da najkasneje po 6 mesecih pristopijo k cepljenjem. In iz tega naslova tudi predlog, da se skrajša trajanje veljavnosti digitalnega covidnega potrdila za cepljenje na 9 mesecev. Tako da tudi to bomo v naslednjih dneh formalno sprejeli v okviru predpisov. Je pa seveda potrebno poudariti, da se zavedamo, da mora biti tu ob takih spremembi prehodno obdobje in tudi to bomo zagotovili. Izkoristil pa bi priložnost, da se zahvalim vsem zdravstvenim delavcem, ki so v 4. valu pripomogli k temu, da smo uspeli obravnavati vse paciente, ki so potrebovali pomoč tako zaradi covida, kot tudi zaradi drugih nujnih stanj. Tako je bilo v bolnišnicah na covid oddelke v, bom rekel, najbolj intenzivnem delu 4. vala premeščeno preko 2400 zaposlenih na covidne oddelke in pa covid intenzivne. Seveda pa smo te številke pomembno popolnili tudi s zdravstvenimi sodelavci, tako iz primarnega zdravstva, kot tudi s zdravstvenimi sodelavci iz vseh ostalih izvajalcev, se pravi tako od koncesionarjev, kot tudi od zasebnikov. Tako da še enkrat moja zahvala celotni splošni mobilizaciji zdravstva in pomoči, ki je bila izvedena, da smo zmogli v tej težki epidemiološki situaciji poskrbeti za vse. Tukaj pa imamo, in zato smo tudi danes tukaj, še poseben angažma zobozdravnikov, ki ravno tako pomembno sodelujejo v tej epidemiološki situaciji. Nenazadnje je cilj, da se jih čim širše angažira in vabi k cepljenju, in zato bi se še enkrat zahvalil tudi predsedniku in pa odboru za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki so z jasnim sporočilom, da se tudi stomatologi želijo vključiti in aktivno sodelovati, in to tudi napravili, seveda pomembno pripomogli. Ko govorimo o pomoči tudi ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, prav tako koncesionarjev in zasebnikov, naj poudarim, da je Zdravniška zbornica skupaj z omenjenimi organizirala posebno platformo, preko katere so se prijavljali za pomoč pri delu pri izvajalcih javnih zdravstv oziroma v javnih zdravstvenih zavodih. Tako da je bilo teh prijav, govorim na pamet, ampak zadnjič, ko sem videl razpredelnico, preko 300. In to je tisti pravi pristop, to je tisti pristop, ki omogoča, da lahko gledamo v najširšem spektru oziroma na najširši možen način tudi na naše zdravstvo v prihodnje. In sporočilo je, vsi skupaj zmoremo tudi v teh časih, in ko bo epidemija konec, bodo
z vidika zdravstva in zaostankov, ki bodo nastali zaradi epidemije, ravno tako še izredno pereči in samo vsi skupaj bomo zmogli tudi ta izziv, v kar pa seveda ne dvomim. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani minister. Zdaj pa prosim doktorja Krunoslava Pavloviča, predsednika odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici in podpredsednika Zdravniške zbornice, da pa pove, kako poteka vključevanje zobozdravnikov v cepilne centre in tudi na točke za testiranje. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes prišli na novinarsko konferenco na zbornico. V začetku novembra smo pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije potrdili pravzaprav kompetence zobozdravnikov za cepljenje in testiranje, ter tako pravzaprav prisluhnili klicom na pomoč kolegom zdravnikom. S tem smo pravzaprav zobozdravniki želeli pomagati predvsem kadrom v cepilnih in testirnih centrih, se pravi tistim kadrom, kjer imajo mogoče nekoliko večje kompetence za delo v bolnišnicah ali pa na drugih področjih primarnega nivoja. Za pomoč smo se odločili predvsem zato, da smo delali izven rednega delovnega časa, to pa zato, da ne bi podaljšali čakalnih dob seveda v zobozdravstvu. Tako smo aktivirali ponovno vodje vstopnih točk in pa koordinatorje zasebnikov na terenu, ki so, se pravi, informacije prenesli kolegom in zbirali prijave kolegov, ki so želeli pomagati. Tako da kader, se pravi, kadar je poskušal se prijaviti na cepilna mesta, testirna mesta, odzvalo se je preko 100 zobozdravnikov zaposlenih v javnih zavodih in pa seveda tudi preko 100 zasebnikov in koncesionarjev. O utripu na terenu bodo danes nekoliko več povedali tudi vodje vstopnih točk, ki so z nami, sam pa bi se mogoče še par besed namenil samemu cepljenju. Osebno seveda mislim, da vsekakor ni zločin, če se ne cepiš. Res pa je, da koronavirus ogroža naše zdravje. Rezultati oziroma izidi te bolezni so seveda negotovi. Pravzaprav ne vemo, ali smo v tistem delu populacije, kjer lahko zbolimo za težjo obliko bolezni, ali pa bomo trpeli kronične posledice bolezni celo življenje. Torej, riziko zboleti je bistveno večji danes, kot pa se cepiti. Glede na številne diskusije, seveda v družbi, verjamem, da je prvi korak težko narediti. Vsekakor pa je naše sporočilo zdravništva seveda enotno, da je cepljenje najbolj učinkovito proti težjemu poteku bolezni. To je seveda tistemu, čemur se pravzaprav mi najbolj vsi bojimo. Predvsem, ko razmišljate, ali se cepiti ali ne, ne razmišljate o tem, da bi se cepili seveda zaradi tega, ker zdravniki prekomerno delamo, ker pravzaprav v bolnišnicah ne moremo mogoče oskrbeti vseh bolnikov, ki bi jih lahko v običajnih razmerah, ampak predvsem zato, ker si sami želite čim bolj predvidljiv izid za vaše zdravje v trenutni situaciji. Predvsem se odločite za cepljenje zato, ker sami nočete nositi bremena, da bi okužili nekoga v svojih bližnjih in bi ta končal v težki obliki bolezni. In pa tudi zato, da ko vstopate v družbo, se boste tam počutili varno, ker boste vedeli, da se ne morete okužiti, ker je večina ljudi cepljena. Vsekakor bi si želeli, da si v teh trenutkih vzamete še nekaj več časa za razmislek o tem, ali se cepiti in ne, in te svoje argumente mogoče soočiti tudi s svojimi najbližjimi. In jaz verjamem, da na vsa vprašanja, dvome bodo vam najbolj znali odgovoriti strokovnjaki, ki vas najbolj poznajo. To so osebni zobozdravniki, osebni zdravniki, zdaj tudi pediatri in pri ženskah v rodnem obdobju tudi ginekologi. Ne glede na to, kakšna bo vaša odločitev na koncu, verjamem, da bo prava, zaradi tega, ker gre za vaše zdravje in predvsem zato, ker se boste sami odločili za to. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi dr. Pavloviču. Z nami pa so iz 4 regij, iz 5 regij, iz 5 zdravstvenih domov, tudi koordinatorji, ki poznajo, kako pri njih poteka vključevanje
koliko timov je že vključenih, koliko je še v pripravljenosti posebej za teden, ki je pred nami, ko bo potekalo intenzivno cepljenje. Najprej pozdravljam dr. Vasjo De Grassi Bisaki, doktorico dentalne medicine v Zdravstveni dom Koper. Ali se slišimo? Ja, jaz vas slišim, vi mene? Upam, da ja. Tudi mi vas slišimo, lep pozdrav v Koper. Povejte nam, kako poteka vključevanje zobozdravnikov pri vas v Kopru. Lep pozdrav vsem. Najprej bi se zahvalila seveda tudi za povabilo. In dejansko je res, tako kot je tudi dr. Pavlović že povedal, zelo aktivno smo vključeni tudi v Kopru. Vključili so se vsi naši timi, mi jih imamo pač 6 v javnem zdravstvu, v javnem našem zavodu. In imamo pač razpored že od novembra, približno tako kot pri dežurstvu in točno veš, kdaj si razporejen. Recimo jaz imam četrtke, delam v cepilni ambulanti, konkretno delam pri cepljenju, ker lahko smo si tudi izbrali, kaj bi si želeli delati. Jaz sem želela biti prav tisto najbolj, to se mi zdi cepljenje. In opažam tudi pri mojih pacientih, ko jim v ambulanti, v zobozdravstveni ambulanti povem, da sem v cepilni ambulanti, zelo dosti se jih je ravno takrat odločilo, verjetno gre tudi za neko zaupanje in to se mi zdi zelo fajn, in so prišli se cepiti točno na tisti dan, ko sem bila jaz na razporedu. To je zelo ena taka lepa izkušnja in sem jim seveda hvaležna na tem zaupanju. Poudarjam seveda, da to počnemo zunaj rednega delovnega časa, da naš program ne trpi, naši pacienti ne trpijo in zelo smo zadovoljni in pripravljeni smo seveda še naprej na to sodelovanje. Zahvaljujem se pa tudi našemu vodstvu v zdravstvenem domu, da so nam zaupali, da nam zaupajo, da so nas vključili. Evo, toliko od mene. Hvala. Najlepša hvala, Koper. Zdaj pa gremo v zdravstveni dom v Maribor. Z nami je, se sliši, Romana Mance-Kristan, prav tako doktorica dentalne medicine, specialistka parodontologije. Se slišimo? Ja, jaz vas slišim, se slišimo? Slišimo vas. Kako pa je v Mariboru? V Mariboru se pa naše asistentke vključujejo v principu v testiranje že od lanskega leta. Zobozdravniki so se pa v cepljenje začeli pri nas vključevati nekje že aprila, maja letos, ko so se začela tista največja cepljenja. Torej, trenutno še niso mogoče vključeni vsi, nekateri so v pripravljenosti, ampak redno sodelujemo. Prav tako smo v navezi z okoljnimi manjšimi zdravstvenimi domovi, kjer so se tudi zobozdravniki prijavili za pomoč. Trenutno njih se še ni vključevalo, so pa seveda pripravljeni, če bi jih kdo poklical. Najlepša hvala za opis razmer v Mariboru, kjer ste tudi zelo, zelo aktivni. Selimo se v zdravstveni dom Novo mesto. Je z nami dr. Anja Andrejaš, se slišimo? Ja, jaz vas slišim, pozdravljeni. Doktorica Anja Andrejaš je tudi doktorica dentalne medicine, specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva. Povejte, kako poteka pa vključevanje pri vas v Novem mestu. Ja, pri nas se je pa zdravstveni dom organiziral na način, da je vsak dan v tednu nekdo iz različnih oddelkov nekdo pokrival en dan. Naš dan je bil tudi četrtek in je četrtek, tako da se redno v bistvu že od poletja naprej so četrtki naši in en zobozdravnik cepi v cepilnem centru. V poletnem času pa tudi, ko je bil velik naval in ko smo lahko, smo imeli mobilno ekipo, tako da takrat sta pa 2 zobozdravnika se vključevala in cepila na terenu. Naše preventivne sestre se že od vsega začetka vključujejo na vstopne točke brisa, tako da od njih nimamo nič, odkar so šle. Mi pa poskušamo in smo zbrani oziroma smo organizirani tako, da če bo potrebno, da še vskočimo na pomoč. Toliko iz Novega mesta. Še hvala v Novo mesto. Ostajate še z nami potem za vprašanja medijev. Zdaj gremo pa v zdravstveni dom Slovenj Gradec. Z nami je Ivana Karner, prav tako doktorica dentalne medicine. Povejte, kako je pri vas. Pri vas je
7 timov zdaj v pripravljenosti, ko smo govorili na te dneve cepljenja in se lahko vključijo, kako pa sicer poteka? Tako je, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec se v točkah za hitro testiranje trenutno aktivno vključujeta 2 zobna asistenta. Zaposleni tako delo pri nas opravljajo še preko polnega delovnega časa. V Koroško-Velenjski regiji pa je testirnim ter cepilnim centrom v regijski splošni bolnišnici ter zdravstvenih domovih svojim kolegom pomoč ponudilo do sedaj 7 zobozdravnikov. O povečanem obsegu dela smo se zobozdravniki o pozivu preko regijskih koordinatorjev ter vodij zobozdravstvenih služb pripravljeni takoj vključevati v delo. Hvala za besedo. Najlepša hvala in lep pozdrav še enkrat v Slovenj Gradec. Zdaj pa se selimo še v Zdravstveni dom Murska Sobota. Je dr. Boris Pegič tudi že z nami? Ja, pozdravljeni v mojem imenu, pozdravljeni se Prekmurja. Pri nas je situacija tako, da imamo 5 zobozdravnikov koncesionarjev, ki so pripravljeni pomagati, kako v cepilnih, tudi v testirnih centrih, po svojem rednem delovnem času. Koliko zadnje informacije imamo, vse 4 zdravstveni domovi so obveščeni, trenutno ni potrebe za pomoč. Splošna bolnišnica Murska Sobota ne izvaja niti cepljenja, niti testiranja. V primeru potrebe se bodo ti zobozdravniki aktivirali. Hvala. Najlepša hvala in lep pozdrav tudi v Mursko Soboto. To se pravi 5 timov pripravljenih za dneve cepljenja od nedelje. Prosim še, z nami je tudi dr. Matej Praprotnik, doktor dentalne medicine, član odbora za zasebno dejavnost, ki pa ima več podatkov o tem, koliko zdravnikov, zobozdravnikov se je preko posebne aplikacije, ki je bila odprta že od začetka novembra, prijavilo in ponudilo pomoč tako v testirnih centrih, kot na cepilnih mestih in v bolnišnicah. Lepo prosim. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo, Andreja. Pozdravljeni vsi navzoči. Moja naloga oziroma glavno sporočilo danes je tudi to, kar je dejansko minister poudaril, najbolj je ta skupni nastop zdravstva v celoti, se pravi, govorimo, jaz v tem primeru zastopam zasebnike s koncesijo in zasebnike brez koncesijo, ki smo v bistvu prepoznali probleme epidemije. Še predno je najhujši val sploh dosegel bolnišnice. Glavni namen je bil mobilizacija celotnega, tudi zasebnega sektorja, ki bi potencialno lahko pripomogel k boljšim rešitvam, se pravi k omilitvi posledic epidemije. Predvsem na začetku je bilo to pomembno za bolnišnice, ker smo pričakovali ta hud naval. S tem namenom so bile v bistvu ustanovljene ali pa redno sklicevane koordinacije z ministrstvom, z sekretarko Alenko Forte. In dejansko na teh sestankih smo dogovorili in pripravili obrazec, na katerega so se vpisovali ves čas zasebniki, ki so lahko ponujali svojo pomoč. Tam se je dejansko opredelila regija, v kateri se nahajamo, usposobljenost kadra, ki bi lahko sodeloval, in pripravljenost, v katerih segmentih lahko sodeluje. To pomeni zasebniki, ki so lahko sodelovali v bolnišnicah, se pravi in zaposleni pri zasebnikih, to so tudi medicinske sestre, ki so bile v tem obdobju in so še vedno najbolj dragocen del tima. In vsem tem seznamu strokovnjakov, ki so lahko pripomogli, smo bili tudi zobozdravniki, ki se pa najverjetneje in najbolj učinkovito lahko vključujemo ravno v tem drugem delu, ko pa govorimo o cepljenih in testiranih. Se pravi, na tem seznamu je bilo tako okrog 300 prijavljenih zasebnikov in zaposlenih pri njih. Od tega je bilo 86 zobozdravnikov in 60 zdravnikov
in pa tam mislim, da 43 medicinskih sester. Ti so bili različno, glede na to, kakšne so bile potrebe koordinatorjev, vključeni v delo. Kar nekaj pa je bilo tudi pobud, že pa mogoče tudi mem teh seznamov, ko so se zdravniki in zobozdravniki direktno povezovali na lokalnem nivoju, se pravi z lokalnimi zdravstvenimi domovi. Eno glavnih sporočil, ki smo jih imeli poleg tega, da smo mobilizirali strokovnjake, ki lahko pomagajo v času velike krize. Se pravi, glavno sporočilo je tudi to, da zasebniki in se pravi zobozdravniki, zasebniki poskušamo pomagati pri promociji cepljenja. Zobozdravniki smo vedno na tisti strani, ko pacienti dobro vejo, da operiramo z lokalno anestezijo in z iglo. Včasih podcenjujemo strah, ki ga imamo ljudje tudi do iger. Jaz sem globoko prepričan, da bi se ljudje lažje odločali za cepljenje, če bi to bilo v obliki tablete. Ker pa vemo, da in tudi zobozdravniki dobro vemo, da ni za podcenjevati strah, smo pristopili k tej promociji tudi s tem, mogoče res nekim trudom, kjer pacienti že zaupajo svojemu zdravniku, zobozdravniku, tako kot je kolega rekel, pediatru, in mogoče pripomoremo k temu delu, da se pacienti lažje odločajo za cepljenje. Namreč to je trenutno edina ali najbolj učinkovit način, kako se bomo vrnili in dočakali normalnejši jutri. Drugo sporočilo, ki pa je in ki ga sporočamo predvsem zobozdravniki, da mogoče se v javnosti pogovarjamo čisto preveč samo o življenju in smrti, ali pa samo o tem, kdo je prišel, bil hospitaliziran in nehospitaliziran. Prepogosto pozabljamo, da je problem tudi izgubljena kvaliteta življenja, ki nam jo kroji ta koronavirus. Včasih je pomembno tudi to, ali bomo še kdaj globoko zadihali, ali bomo dobili nazaj von. Zobozdravniki poznamo to dobro, ker se ne ukvarjamo z življenjem in smrtjo, pa kljub temu vemo, da se ljudje ne bi radi odpovedali kvaliteti življenja, kot je ugrizniti v jabolko ali pregrizniti nek trši zrezek. In to je nekaj, kar preprosto ni za podcenjevati, ljudje bomo mogli živeti naprej. In v tem delu je samo koristno, da je zdravstvo bilo sposobno stopiti skupaj. Tudi zasebniki smo zelo zgledno sodelovali z Ministrstvom za zdravje in prav čas je bil, da smo stopili skupaj, da vidimo čez te razlike in da postavimo zdravje v ospredje. Ne samo zdravje, tudi kvaliteto življenja in solidarnost. Ta je pa tista, ki je vezivo naše družbe, oziroma upam, da bo vezivo naše družbe. Tako da vse pozivamo, tudi zasebniki, da se pacienti pridejo cepiti. Najlepša hvala, dr. Praprotnik. Zdaj pa so vsi govorci na voljo za vprašanja. Mikrofoni so levo in desno in prosim, če mogoče do mikrofona, da slišijo tudi tisti, ki so po video povezavi z nami. Se mi sliši? Tako. Sandra Boršič, 24 ur. Najprej bi ministra Poklukarja vprašala, zdaj slišali smo od 8 ure zjutraj pa do 8 ure zvečer, eden v regiji tudi bo deloval celo noč, a so morda bili kakšne težave na terenu z dogovarjanjem lokalne skupnosti, predvsem te opcije celo noč, a se je kdo kako drugače organiziral? Najprej na to temo. Za vprašanje. Ko smo seveda v prejšnjem tednu obiskali vse regije in se dobili praktično za vsemi, sigurno pa z veliko večino županov in pa predstavnikov lokalnih skupnosti, lahko povem, da smo bili deležni velike podpore. Velike podpore in odločenosti, da se maksimalno
angažiramo vsi skupaj in da enotno kot skupnost pokažemo, da nas v drugačno, bolj varno, bolj zdravo življenje v novem letu pelje samo zadostna precepljenost. Zato so seveda v praktično vseh lokalnih skupnostih takoj pristopili v dogovarjanje z zdravstvenimi domovi, ki so nosilci zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, da dogovorijo delovanje mobilnih enot, da naredijo agendo oziroma časovnico, kje in kdaj bodo te mobilne enote delovale. V nobenem zdravstvenem domu pa ni bilo vprašanja oziroma pripravljenosti, da seveda ne bi bilo moč podaljšati delovanja cepilnih centrov, kljub temu, da vemo, da so vsi v zdravstvu po 21 mesecih že močno izčrpani, na robu obupa, pa vendar so pripravljeni tudi s tem dodatnim angažmajem pokazati, kako pomembno je za Slovenijo, da dosežemo boljšo precepljenost. In samo na ta način vsi skupaj v zdravstvu vemo, da se nam obetajo svetlejši dnevi po novem letu. Kar se tiče nočne organiziranosti cepljenja, je bilo praktično v vsaki regiji takoj izpostavljen center, ki bo to naredil brez kakšnega nepotrebnega prigovarjanja ali pregovarjanja, tako da na Gorenjskem, na primer, se je tako javila klinika Golnik, v Prekmurju zdravstveni dom Murska Sobota, na Koroškem zdravstveni dom Slovenj Gradec in tako naprej. Tako da nikjer ni bilo težav s tem dogovarjanjem. Lahko še na temo Omikron, omenili ste, to lahko pomeni novi val. Je morda kaj novega glede teh 4 primerov od včeraj, kje so se okužili, ali so to bile cepljene, necepljene osebe, in pa je tudi kaj novega na temo, torej Omikron, je kdo novi danes okuženi, če imate morda informacijo? Dejansko novih potrjenih podatkov nimam zaenkrat, tudi ne epidemioloških. Tako da to poročilo od Nacionalnega inštituta za javno zdravje še čakam. Je pa dejstvo tisto, kar je bilo, mislim, da že včeraj tudi na tiskovni konferenci povedano, da eden od teh je prebolevnik. Več pa zaenkrat ne moram povedati. Mislim pa, da bo o tem seveda spregovorili epidemiologi oziroma Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tiskar TV. Mene pa zanima, če res mislite s temi cepilnimi dnevi, da je dostopnost in podaljševanje tega delovnega časa glavna težava, zakaj se ljudje ne cepijo? Hvala za vprašanje. Danes živimo sodobno življenje, smo sodobna razvita družba in verjamem, da prepričani in odločeni, da cepljenje vodi v varno in zdravo življenje, ne rabimo iti na ulice, ampak da lahko svojim zgledom, svojim enotnim pristopom dajemo zgled in po drugi strani drug drugemu oporo, da zmoremo korak in pristopimo do slehernega občana, do sleherne skupine v občini in jo seveda skupaj s stroko ustrezno tega občana opolnomočimo in omogočimo, da bo se lahko odločil za cepljenje, hkrati pa seveda bo stroka, kot sem že povedal, napravila vse, da se cepljenje tudi čim prej oziroma nemudoma izvede. Jaz imam še eno vprašanje. Prej ste dejali, da se bo izpeljala posvetovanje glede novih ukrepov. Vem, da bodo oni to povedali, če je kaj primerno, ampak me zanima vaše mnenje, je potrebno zaostrovati, kaj lahko pričakujemo? Hvala za vprašanje. Zdaj, kot veste, je ključno tisto, kar pove stroka in tej probamo maksimalno slediti. Sestanek je že v teku, ne vem, če se je že končal, tako da verjamem, da bomo tekom dneva dobili nadaljnje informacije, ampak ključno je to, kar sem povedal in kar priporoča Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni. Na prvem mestu je ta trenutek najboljše orodje za boj proti virusu, katerikoli varianti, tudi Omikronu zaenkrat tako kaže, najboljše orodje je seveda cepljenje. Potem pa vsi ostali ukrepi, se pravi nošenje maske, distanca, prezračevanje, razkuževanje, v primeru pozitivnega rezultata izolacija, v primeru visokorizičnega kontakta
karantena. Je pa pomembno, in to epidemiologi ves čas prosijo, da se maksimalno tudi uporablja aplikacija Ostani zdrav, kajti to je pomembno orodje epidemiologom pri iskanju visokorizičnih kontaktov. Ja, lahko postavite vprašanje. Jaz bi v bistvu samo eno dodatno pojasnilo. Če sem prav razumela, 200 zobozdravnikov že trenutno deluje oziroma so pripravljeni delovati, ali se to število povečuje zdaj za čas cepilnih dnevov in vsi to počnejo izven svojega delovnega časa v lastnih ambulantah? Vodji vstopnih točk oziroma koordinacija zasebnikov povezuje te prostovoljne, se pravi, prijave vodjem cepilnih centrov in testirnih centrov in jih oni glede na potrebe kadra tam potem vključujejo naprej. Tako da to so v bistvu vse tabele, ki so žive in se vsak dan sproti podatki posodabljajo. Še kakšno vprašanje v dvorani? Ne. So še vprašanja, zdaj v chatu jih ne vidim, vsi novinarji, ki ste z nami, STA, Radio Slovenija, Radio Ognjišče, lahko vprašanje zastavite tudi vi, lahko ga zastavite v živo. Lahko ga zastavite sicer tudi v chat, ampak lahko se nam vključite v živo, če je še kakšno vprašanje, sicer bomo počasi zaključili. Ni vprašanje. Lahko jaz nekaj vprašam ministra? Lahko. Ja. Jaz bi vprašala, ali obstaja možnost, da bo v neki prihodnosti možno izvajati cepljenje v naših posameznih ambulantah, torej zobozdravnik, da v svoji ambulanti tudi cepi. Ja, hvala za vprašanje. Zagotovo z svojim prispevkom, če lahko temu tako rečem, v teh dneh težke epidemiološke situacije, zobozdravniki sami odpirate novo področje, ki bo gotovo podlaga za razprave, ko bo epidemije konec. Kajti veste, smo bili po precepljenosti za gripo na repu Evropske unije in zagotovo potrebno narediti kakšen napor, kakšen strateški premik za to, da dosežemo boljšo precepljenost. Jaz ne bi zdaj prejudiciral kakšnih nadaljnih strategij in ukrepov, ampak prav gotovo je to pobuda, ki jo bo potrebno širše tako v stroki, kot tudi z vidika organizacije pregovoriti. Ko pa sem že ravno pri besedi, bi še izkoristil priložnost in seveda vse prebivalke in prebivalce pozval, da pristopijo k cepljenju in sicer stroka priporoča mRNA cepivi, tako Pfizer kot tudi cepivo Moderno. Zahvala gre v tem trenutku seveda vsem zdravstvenim delavcem, ki se angažirajo tako v bolnišnicah, da oskrbimo vse COVID bolnike in vse, ki potrebujejo pomoč, kot tudi vsem, ki v teh dneh izvajate testiranja, da pomagate iz verige prenosa okužb čim prej detektirati in umakniti okužene osebe, kot tudi vsem, ki se angažirate tako pri opolnomočenju prebivalcev z vedenjem o varnosti in učinkovitosti cepiv, kajti s tem pomembno pripomorete k odločitvi prebivalcev za cepljenje. Seveda tisto ključno pa je, da cepljenje tudi izvedemo in dnevi cepljenja so v največji meri seveda plod sodelovanja lokalne skupnosti in pa vseh zdravstvenih delavcev na nivoju na lokalnem področju in samo želim si, da tudi v bodoče vse dejavnosti, vse aktivnosti, vsa planiranja vezana na zdravje občana potekajo v podobnih smerih oziroma na podoben način, kajti to je pot za prihodnost, to, kar delamo te dni, bomo prav gotovo imeli ne samo za podlago, ampak za zgled, tudi ko bo epidemije konec. Zahvala vsem lokalnim skupnostim in pa vsem,
ki bodo aktivno sodelovali v tej akciji, kajti brez krmarjev ta akcija in pa tudi delovanje naše družbe v zadnjih 21 mesecih ne bi bilo tako uspešno. In zahvala tudi vsem članom vaših ekip, kajti vemo, da ni nobenega uspešnega krmarja brez uspešne ekipe. In zato prosim, vse te zahvale prenesete tudi do vseh ostalih, tako na lokalni skupnosti, kot tudi seveda v vaših ekipah v zdravstvu. Hvala. Najlepša hvala. Vprašanj po video povezavi, kot vidim, ni. A je še eno vprašanje v dvorani? Mene zanima, na voljo bo v vseh cepilnih centrih obe cepivi, naročanje, ne naročanje, to je odvisno od vsakega centra posebej, pa nočno cepljenje, s tem targirate predvsem mlade? Hvala za ta vprašanja. Seveda so cepilni dnevi namenjeni temu, da lahko vsak pristopi k cepljenju, brez da bi se predhodno naročal, in nočno cepljenje temu, da kadarkoli se nekdo odloči, lahko pristopi k cepljenju. Za cepljenje bodo na voljo vsa cepiva, v prvi vrsti seveda cepivo Moderne in pa cepivo Pfizer. Glede na priporočila posvetovalne skupine za cepljenje, seveda na osebno zahtevo možno cepljenje tudi z ostalimi cepivi, ampak ključni po priporočilih stroke sta obe mRNA cepivi, še enkrat cepivo Moderne in pa cepivo Pfizerja. Še vedno pa velja pobuda družinskim zdravnikom, da kličejo osebe nad 50, da se grejo cepiti? To še velja? Glede na to, da v bolnišnicah 90% hospitaliziranih na covidnih oddelkih in v enakem procentu, se pravi 90% tudi na covid intenzivnih enotah, predstavljajo starejši od 50 let, je seveda cilj, ki ga zasledujemo, 98% precepljenost populacije nad 50 let, zato še vedno naprej velja poziv povsod, kjer lahko, da družinski zdravniki, osebni zobozdravniki, osebni pediatri in pa tudi ginekologi, kjer lahko seveda pristopijo do svojih bolnikov in jih v teh dneh aktivno povabijo k cepljenju. Še posebej pa to seveda velja za starostno skupino nad 50 let, ki je najbolj ogrožena. Najlepša hvala. Je še kakšno vprašanje po video povezavi? Ni. Je še kakšno vprašanje v dvorani? Ni. Potem se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste se nam danes pridružili. Posebej pa hvala tudi seveda ministru, gospodu Janezu Poklukarju, da si je v tem natrpanem urniku vzel čas in je lahko bil danes z nami. In zahvala seveda vsem koordinatorjem, ki ste se nam pridružili iz regij. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Hvala tudi vam.